En lep pozdrav vam želim. Tokrat vam bi rad pokazal, kako boste naredili sliko ekrana oziroma tako imenovani print screen. Sliko ekrana lahko naredimo z orodjem, ki se imenuje Post Image. To je orodje, ki ne nudi samo izdelavo slike ekrana, temveč lahko na njega shranite tudi en lep zajeten kupček svojih fotografij in seveda fotografij, ki jih boste naredili kot sliko ekrana. V Google boste vpisali Post Img in kot rezultat boste dobili tole. Tole je program, kjer lahko vidite, da je to brezplačen program in vsebuje tudi hosting za vaše fotografije. Seveda se boste najprej registrirali z vašim e-mailom, jaz tega ne rabim narediti, ker to že imam. Zato gremo mi kar naprej. Sedaj, ko ste naložili program Post Image na svoj računalnik, bomo pogledali, kako lahko z njim naredite sliko ekrana oziroma kako lahko z njim naredite sliko posameznega dela ekrana. Njegovo drugo funkcijo, shrambo slik, bomo trenutno zanemarili, saj nas ta v tem primeru ne zanima. Pa poglejmo, kako to gre. Najprej na svoji tastaturi poiščete tipko, na kateri piše print screen oziroma PRT, SCR ali nekaj podobnega. V nekaterih primerih imate celo neko kombinacijo tipk. Ko to najdete, ko boste pritisnili, se vam bo rahlo zatemnil ekran. Sedaj, ko je ekran zatemnjen, lahko s kursorjem izrežemo delček ekrana, ki ga želimo prikazati. Takole. In sedaj se nam pokažejo ukazni gumbi, s katerimi lahko s tem izrezom, ki smo ga tule dobili, nekaj tudi storimo. Povedal bom samo za tiste gumbe, ki jih večinoma uporabljamo. Pošljemo lahko preko e-maila, pošljemo lahko preko Facebooka in pošljemo lahko to sliko direktno preko Twitterja. To sliko lahko direktno natisnemo, lahko jo shranimo na naš disk, lahko jo shranimo na strežnik pri Post Img, lahko pa jo predhodno še nekoliko obdelamo. In to je tista funkcija, ki je sedaj zelo uporabna pri našem delu. Pa poglejmo, kaj nam ta funkcija vse nudi. S klikom na tale svinčnik se nam odpre že izrez slike, ki smo si jo zamislili. Sedaj imamo tukaj spet nova orodja, s katerimi lahko počnemo določene zadeve. Lahko delček slike označimo s kvadratom. Črti tega kvadrata lahko določimo barvo in debelino. Pa poskusimo kar s tem, kar je nastavljeno. Tako smo poudarili delček slike, ki ga še posebno želimo izpostaviti. Na tej sliki lahko potegnemo tudi kakšen ovalček, če je to tisto, kar nas zanima. Lahko posebej še označimo s puščico, pa bomo dali malce debelejšo črto, pa recimo zeleno barvo. In lahko napišemo določen tekst. Ta tekst je lahko na prosojnem ozadju, lahko pa ozadje tudi spremenite in mu dodaste barvo. To pride v poštev, kadar želite mogoče kakšen del teksta tudi pokriti. Pa če gremo nazaj, da umaknemo ozadje, kot ste videli, lahko tudi premikamo tele elemente. In tako smo naredili sliko, ki jo hočemo nekomu posredovati, da nam bo dal nek določen odgovor
ali pa mu damo to kot informacijo. Seveda nazadnje, če nismo zadovoljni z izrezom, ki smo ga naredili, lahko ta izrez tudi še popravimo. In to je tisto, kar smo v tem trenutku lahko naredili. Ko smo to naredili, pa to sliko lahko njegomu pošljemo. Ali jo bomo shranili tule na svoj disk in jo bomo uporabili kasneje, ali pa jo bomo shranili direktno na strežnik post.img. In ta slika je potem pri njih shranjena, dokler nas zanima. Pa poskusimo. Ko ste to naredili, pritisnete tule na copy in s tem ste sliko skopirali za to, da jo lahko sedaj nekomu pošljete. Kako to pošljete? S tem ukazom copy, ki smo ga ravnokar naredili, smo skopirali link do te slike, ki se nahaja na strežniku. Sedaj bomo tole dodali, recimo Facebook, in če hočem to nekomu poslati, mu napišem najprej recimo sporočilo in potem skopiram še link. Bližnjica je Ctrl+V. Ko sem to naredil, lahko dodam samo še objavi in slika je objavljena. Osvežim in dobim celo sliko. Ko smo torej sliko prilepili, na ta način smo jo poslali tistemu, kateremu želimo, ta jo bo videl in bo nam ali odgovoril, ali pa smo mu mi s tem posredovali informacijo. Stvar, ki pa jo lahko še naredimo, pa vam bom pokazal sedaj. Če želimo to sliko, isto, ki smo jo ravnokar naredili, pogledati čez nekaj dni in jo spet, ker je imel isto vprašanje, jo lahko poiščemo s tem, da se premaknemo na ikono post-imidža, gremo na history, najdemo to sliko v naši zgodovini, kliknete screenshot in potem pokaži kode. In tule uporabite tole, direktna povezava. Kopiraj na odložišče in s tem ste spet shranili na odložišče link, ki ga lahko ponovno objavite na Facebooku ali kjerkoli drugje. Na kratko bi bilo to o programu Post-Image, o izdelavi ekranske slike. Srečno pri delu in lep dan še naprej.